Krščanstvo v sodobnem svetu. Razmišljanje o prazniku Marijinega vnebovzetja. Že skoraj povsem za nami je lep krščanski praznik Marijinega vnebovzetja. Zdaj že čakamo, kaj se bosta zvečer dogovorila predsednik Združenih držav Amerike in Rusije o Ukrajini. Ko sem dopoldne poslušala prenos svete maše po radiu, se mi je zdela prelep spomin na slovensko kulturno preteklost. Priznati pa moram, da me pridiga z vsebino znane zgodbe o Marijinem življenju in njenem odhodu z dušo in telesom v sveta nebesa ni niti malo prepričala. Pa sem vendarle katoliška vernica. Se mi je pa zdela današnja, ta čudovita pravljica v resnici visoko kulturna, spoznavno, estetsko in etično vzvišena prispodoba krščanske zahodne kulture, polne fantazije, nežne romantike in predvsem ljubezni do bližnjega in življenja v vseh njegovih razsežnostih, tudi tistih, ki presegajo preprosto človekovo izkustvo ali sposobnost dojemanja svoje običajne zavesti. Vem, po vseh pravilih oziroma po najpogostejši krščanski praksi verovanja sem samo občudovalka krščanstva, vsaj njegovega svetopisemskega sporočila. Nisem pa tako močno prepričana vernica, da bi komu, na primer svojim potomcem, predlagala, naj verujejo. Tako kot jim ne predlagam, naj se učijo katerega od tujih jezikov, ki se zdijo meni najlepši, na primer francoščine. Seveda pa sem takoj na nogah, če kdo podcenjuje krščansko vero in njene vernike, tako kot sem prav prizadeta, če kdo podcenjuje Proustovo literaturo, češ da je preveč aristokratska, ne pa za široke množice. Že samo prosto občudovanje Balzaka, pri njem sta se učila celo Marx in Engels, ali res poglobljeno vsaj eden od njiju, pove dovolj o tem, da je cikel romanov Iskanje izgubljenega časa namenjen vsem ljudem. Navsezadnje, proti koncu svojega znamenitega cikla je Proust priznal, da lepo francoščino pogosteje srečamo pri pariških taksistih, kot pa pri sodobnih aristokratih. In prav to, se mi zdi, v sedanjem času velja tudi za vero. Zakaj? Dobesedno ganjena sem vsakokrat, ko srečam koga, ki sploh ne hodi v cerkev, nima nobenega zakramenta, pa vendar brani versko svobodo in celo priznava, da je tudi sam kristjan, ne pa ateist ali kake neevropske vere. Zame so najbolj dragoceni za kulturno življenje prav takšni ljudje, ki priznavajo civilizacijski in kulturni pomen krščanstva, poznajo bistvo njegovih zapovedi ali vrednot, vendar pa jih nikomur ne vsiljujejo, še zlasti ne v obliki, ki bi bila za nekatere skupine vernikov lahko usodna. Pri tem mislim zlasti na vse pogostejše spodbujanje visokih cerkvenih dostojanstvenikov, da bi imele družine manjših vernikov več otrok. Kako naj preživlja dva otroka mlada družina z najemniškim stanovanjem ali brez njega, brez stalne zaposlitve, pa še pod stalnim pritiskom delodajalca, da je v podjetju potrebno delati nadure, se po končanem delovniku izobraževati in oditi tudi na kako izpolnjevanje v tujino? Pred 40 letom slovenska mlada družina ne more imeti kar 2 otrok, če ni res premožna, saj je za takšno družino nujen vsaj povprečen življenjski standard. Sodobna družina mora torej imeti ustrezno stanovanje, 2 avtomobila, da lahko mož in žena zjutraj prevažata otroke in jih po službi spet pripeljata domov, brez pomoči starih staršev, saj ti odhajajo vse pozneje v pokoj. Skratka, letošnji poziv visokih cerkvenih predstavnikov, naj Slovenci sprejmemo več odločitev za novo življenje, tudi v slabih socialnih razmerah, po Marijinem zgledu,
je smiselen samo s pripombo, naj se za otroke odločijo, če imajo zanje ustrezne pogoje. Žal pa teh nima skoraj polovica slovenskih mladih zakoncev. Imeli pa jih bodo čez veliko let, že prepozno za večjo družino. Kakršnokoli pozivanje naj ženske ostanejo doma pri otrocih pa ni sprejemljivo. V sedanjem času nikakor. Še zlasti, kjer bi ostale doma samo revnejše ženske. Ženske iz višjih družbenih plasti so v tem primeru torej že avtomatično boljše vernice od revnih, saj imajo gospodinjske pomočnice in možnost za plačevanje varušk, ko so vrtci in šole zaprti. In prav te vrste ženske iz najvišjih družbenih plasti se pogosto hvalijo v krščanskih medijih, da same zmorejo imeti več otrok, več doktoratov in tudi več stikov s cerkvijo, kjer so delavne in resnično dobre vernice. Pa naj mi po vsem tem kdo pove, kaj naj navadna ženska, najpogosteje z minimalno plačo in slabim stanovanjem, še išče v cerkvi. Naj tam posluša nasvete visokih dostojanstvenikov in učenih žensk iz najvišje slovenske družbe, da bi morala sirota imeti kljub vsemu vsaj 2 otroka. In kaj, če ji ju bodo socialni delavci odvzeli, ker bo stanovanje zanje neprimerno, mati in oče pa prerevna, da bi ju primerno vzgajala? Naj morda revne ženske zdaj rojevajo otroke za stare, bogate zakonske pare, ki otrok ne morejo več imeti, ali pa za homoseksualne pare, za geje in za lezbike. Nekako tako je zdaj na Zahodu, zlasti v Evropski skupnosti. Seveda sama tega, nadomestnih mater, ne odobravam, ampak gorje, nihče mi ničesar ne objavi, če odkrito kritiziram vse bolj totalitarno, že prav zločinsko Evropsko unijo, ki namerno in vztrajno briše avtohtone evropske narode in tudi države, kot vse kaže. Prav okupatorsko pa že sega po Srbiji, Ukrajini, Turčiji, Palestini, Siriji in še po kateri deželi. Za vse to bomo morali ogromno plačevati. Podobno, kot je morala nekoč skoraj vsa Evropa plačevati Hitlerjeve pohode nad Ruse. Ali gre zdaj za nekaj podobnega, da v resnici Evropska skupnost, morda pa celo spet Nemčija, na robu gospodarskega zloma, kot pred drugo svetovno vojno, preden se je povzpel na oblast Hitler, posega po tujih deželah? Zdi se, da je to vse bolj jasno. Verjetno pa v tej vojni Evropska skupnost sodeluje s Kitajsko. Seveda ti problemi ne sežejo do Vatikana, še vedno sedeža evropskega krščanstva, kar ne bi smel več biti, še sploh pa ne, odkar je v njem komunistični papež. Naj zaključim svoje razmišljanje o prazniku Marijinega vnebovzetja s svojim prepričanjem, da mi je še najljubše takšno krščanstvo, ki ima predvsem kulturno razsežnost in še kanček etične, zlasti v obliki sočutja in ljubezni do človeka in sveta. Krščanstvo je čudovito kot spomin, kot kulturna poživitev, kot glavno vodilo v življenju pa je primerno predvsem za zelo bogate, ki dobijo veliko denarja in ga lahko tudi veliko dajejo cerkvi. Siromakom pa od vere ali tudi cerkve ne ostane nič drugega kot to, da se neprestano počutijo sami krive, ker so preveč revni, da bi lahko veliko darovali cerkvi, in da so po svoji krivdi brez velikega števila otrok. In približno tako je bilo v krščanstvu skoraj vedno. Prav to pa so vsi trije največji totalitarizmi, fašizem, nacizem in komunizem, v kar največji meri izkoristili v svoj prid, še zlasti pa komunizem. Frančiška
Butolo.